Vesel sem, da sem v vaši družbi, kjer se pravzaprav skuša ohranjati tisto osnovno krščansko miselnost, ki ima tudi svojo politično, svojo družbeno skrb, svojo družbeno dimenzijo. Vsekakor bom jaz želel se dotakniti sedanjih problemov, to, kar tudi mene osebno boli in kar želim, da najdemo neko rešitev oziroma pademo v skušnjavo malodušja. Seveda vesel sem prejšnjega predavatelja, našega znanega profesorja. Srečala so se tudi v Rimu, ko je bil veleposlanik, in moram reči, da sem z užitkom poslušal njegovo analitično besedo o zgodovini Evrope, tako rekoč. Namreč iz zgodovine se učimo in tudi o današnjih problemih ne moremo jasno spregovoriti, če ne pogledamo vsej z enim pogledom v zgodovino. Torej, dovolite, jaz sam ne znam tako ex katedra govoriti in bom svoj sestavek prebral. Namreč zdi se mi, da spoštovanje do poslušalcev zahteva tak pristop z moje strani, ki nisem profesor. Torej, prejšnji mesec je bila v Bevkah posvetitev spominskega obeležja ob 25-letnici vojne za Slovenijo. Obeležje je postavljeno na 3 stopnice, ki ponazarjajo prvo in drugo svetovno vojno ter zadnjo vojno za samostojno in demokratično Slovenijo. V prvi svetovni vojni smo se borili za svojo takratno domovino, Avstro-Ogrsko. Toliko žrtev, pa takšen učinek. Mladi cvet slovenskih fantov pobit, polovica narodnostnega ozemlja pa izgubljena. Druga svetovna vojna, v kateri naj bi si izbojevali svobodo, demokracijo in slovensko samostojnost, se je končala z genocidom slovenskih domoljubov. Namesto demokracije smo dobili totalitarizem, namesto razcveta slovenstva popolno podreditev tuji surovi ideologiji, namesto svobode suženjstvo v udbovsko-partijski samovolji. 25 let po uspešni in elegantno izpeljani osamosvojitveni vojni pa vsak dan vse jasneje doživljamo, kako so domoljubi, ki so uresničevali plebiscitarno odločitev naroda, politično in medijsko degradirani ter celo sodno preganjani. Da o vse bolj ugrabljeni državi in pomanjkanju pravne pravičnosti niti ne govorimo. Ne samo ob osamosvojitvi leta 1991, tudi danes je slovenski narod še vedno na preizkušnji. Zlo ni nikoli dokončno premagano, ne v človeku in ne v družbi. Po vsaki borbi je še vedno tu. Spremeni morda le svoj obraz in svojo ostrino, Božje kraljestvo nikoli dokončno ne nastopi, ne v človeku in ne v družbi. Borba se zlom je trajni okvir našega življenja, od rojstva do smrti, vendar je to tudi trajni okvir možnosti za odločanje med dobrim in zlim. Sedanje stanje slovenske družbe je daleč od sanj, ki smo jih imeli ob osamosvojitvi. Pred našimi očmi se dogajajo politična kadrovanja nesposobnih ali premeteno pokvarjenih ljudi. Javno in brez sramu se izrekajo krivične sodbe nad ljudmi, za katere se je omrežje, ki ni nikoli sestopilo z oblasti, odločilo, da jih uniči. Skrajno banalno in primitivno se določa notranjega sovražnika po načelu, kdor ni z nami, je proti nam. Kdor se ne ukloni razmišljanju koruptivnega omrežja, ostane pred zaprtimi vrati poklicne kariere
in zavedno drugorazredni državljan. Vse kaže, da se uresničuje napoved Parlamentarne skupščine Sveta Evrope, ki je že pred 20 leti v resoluciji o ukrepih za odpravo dediščine nekdanjih totalitarnih komunističnih režimov v točki 3 zapisala, citiram: "Nevarnosti v primeru neuspešnega prehodnega procesa je veliko. V najboljšem primeru bodo vladali oligarhija namesto demokracije, korupcija namesto vladavine prava in organiziran kriminal namesto človekovih pravic. V najslabšem primeru bi bila posledica lahko žametna obnovitev totalitarnega režima, če ne celo strmoglavljenje prorajajoče se demokracije." To je v intervjuju aprila letos omenil tudi predsednik Ustavnega sodišča Republike Slovenije, magister Miroslav Mozetič, ko je rekel, citiram: "Z žalostjo ugotavljam, da je vedno več znakov, ki kažejo, da nam ni uspelo s tranzicijo iz totalitarne v pluralno, demokratično državo, ki spoštuje človekove pravice. Ni nam povsem uspelo vzpostaviti države, kjer vlada pravo po načelih pravičnosti in ne pravo po načelih totalitarizma. Vedno več stvari in dogodkov kaže na to, da se uresničuje tista grozljiva napoved, ki jo je Parlamentarna skupščina Sveta Evrope zapisala v resoluciji 1096, ko je svarila pred nevarnostjo neuspešne tranzicije." Tako torej predsednik Ustavnega sodišča. In kaj naj storimo, ko se zdi, da ne moremo ničesar spremeniti? Ko smo brez vzvodov oblasti, ko pred vsakimi volitvami doživljamo orkestriran medijski pogrom ali celo izmišljene sodne konstrukte, ko se med volivci širi nevarna apatija in je volilna udeležba najnižja prav v tistih okrajih, ki so tradicionalno bolj desnosredinsko usmerjeni. Kaj so naši starši počeli leta 1945 in kasneje, ko so bili izpostavljeni na milost in nemilost totalitarni oblasti? Za upor ni bilo nobenih pogojev. Tudi govorili niso, ker so se bali za golo življenje. So pa jokali, molili in trpeli. Da, trpeli. Pomeni, da so se do dna svoje duše zavedali, da tak režim ni dober in da pomeni zlo za narod, in prav ta zavest, ki je izraz neuklonljivosti naroda, je vedno bila in vedno bo upanje in temelj boljše družbene ureditve. Tudi danes se moramo zavedati stanja, da živimo v laži, da nas omrežje finančno izčrpava in da še vedno politično zakulisje določa notranje sovražnike, ki jih je treba uničiti z medijsko diskreditacijo ali montiranim sodnim procesom. Družba, ki sprevrže 3000 let stara pravila skupnega življenja, ne laži, ne kradi, ne ubijaj, postane družba trpljenja. A tudi, če nam vsi vzvodi vplivanja spolzijo iz rok, nam še vedno ostane nepremagljivo orožje, to je zavedati se sprevrženosti stanja in trpeti. Dokler trpimo zaradi patologije v družbi, nismo premagani. In dokler nismo premagani, lahko upamo na zmago osamosvojitvenih sanj. Največja nevarnost je v tem, da dolgotrajno trpljenje brez možnosti vplivanja postane vse bolj utrujajoče. Človek se postopoma navadi na svojo drugorazrednost in pogosto začne sprejemati dejstvo ugrabljene države kot nekaj normalnega. Postopoma se sprijazni s tem, da določeni lobiji obvladujejo in izčrpavajo ne samo banke, ampak tudi druge pomembne finančne tokove v državi. Nekaj te kapitulacije najdemo tudi v dveh vse pogostejših pozivih. Prvi se glasi: odpustimo vsem, torej tudi tistim, ki so po vojni izvedli največji genocid v zgodovini slovenskega naroda.
Lepo in krščansko zveni ta poziv k odpuščanju, a je v primeru slovenske realnosti še kako problematičen. Pred časom mi je nek verodostojen pacient pripovedoval, kako je nekega večera v Valdoltri med pacienti beseda stekla o povojnih pobojih in skupina tako imenovanih borcev je jasno in glasno zagovarjala stališče, še premalo smo jih. Vsi vemo, da te besede ne izražajo razpoloženja posamezne motene osebe, ampak miselnost najbolj glasne druščine, ki si domišlja, da je zgodovina dala oblast nad slovenskim narodom, oblast nad življenjem in smrtjo sodržavljanov. In kako, mislite, bo tako okolje sprejelo odpuščanje, ki ni prazna beseda, saj je polna nečesa svetega, Božjega? Ali ne bi to pomenilo metanje biserov pred svinje, če uporabim svetopisemsko prispodobo? Odpuščanje je lahko le krona spravnega procesa, krona iskrenega kesanja in prošnje. Niso se samo v Sloveniji dogajali bratomorni zločini in ne samo v času komunistične revolucije. Zgodovina je polna tega zla in ne poznam boljšega recepta za razrešitev tega bratomornega prekletstva, kot je 3000 let stara modrost, zapisana v zgodbi o Kainu in Abelu. To je drama v 5 dejanjih. Prvo dejanje. Kain se je vzdignil proti svojemu bratu Abelu in ga ubil. Drugo dejanje. Gospod je rekel Kainu, kje je tvoj brat Abel? Odvrnil je, ne vem. Tretje dejanje. In Gospod je rekel, kaj si storil, glas krvi tvojega brata vpije iz zemlje k meni. Četrto dejanje. Kain je rekel Gospodu, moja krivda je prevelika, da bi jo mogel nositi, kdorkoli me bo našel, me bo ubil. In peto dejanje. Gospod pa mu je odgovoril, ne tako, kdorkoli ubije Kaina, bo 7-krat maščevan. In Gospod je dal Kainu znamenje, da ga nihče, ki bi ga našel, ne bi ubil. Dejanja si torej takole sledijo. Prvič, uboj. Drugič, zanikanje oziroma sprenevedanje. Tretjič, glas vesti, glas krvi. Četrtič, priznanje in petič, odpuščanje. To je železna zakonitost spravnega procesa. Nobene faze ni možno preskočiti, če naj proces ostane verodostojen in naj resnično osvobodi in razbremeni medčloveške odnose. Ko je spočet zločin, so Kaini in z njimi celotna družba obsojeni na vsa dejanja in vse faze te mukotrpne poti. In na kateri stopnji je danes slovenski spravni proces? Se vam ne zdi, da je šele na drugi stopnji? To je na stopnji zanikanja oziroma sprenevedanja. Kje je šele priznanje in kje je kesanje, ki sta pogoj za odpuščanje? Šele priznanje in kesanje namreč odpreta človeku srce, da postane sposobno sprejeti odpuščanje. Danes pa še vedno poslušamo le pozive žrtvam komunističnega nasilja naj odpustijo svojim krvnikom. Seveda se mora prizadeti človek osvoboditi jeze, zamere in maščevalnosti, da končno lahko prosi Boga, odpusti jim, saj ne vedo, kaj delajo. A tudi ta skrajno dobrohotna prošnja, ki je brez sence zamere, zveni v našem primeru nelogično. Velja lahko le za posamezne zmedene likvidatorje, ne pa za tiste, ki so bratomorni zločin skrbno načrtovali in so zelo dobro vedeli, kaj delajo. Zanje bi bila bolj ustrezna prošnja, naj jim Bog podeli milost spoznanja in kesanja. Je že res, da moramo v skladu s krščansko tradicijo biti vedno odprti za odpuščanje, vedno pripravljeni seči v roke, vedno vabiti k spravi, a pozivati žrtev, da odpusti zločincu, ki mu še na misel ne pride, da bi se pokesal ali celo prosil za odpuščanje, v vsakem primeru je neresno.
Taki pozivi so tudi sicer že davno postali več ali manj brezpredmetni. Srečal sem mnogo sorodnikov žrtev komunističnega nasilja, pa pri nikomer nisem zasledil kakršnekoli želje po maščevanju. Vsi želijo le, da se zločin kot zločin prizna in obsodi, žrtvam pa vrne dostojanstvo domoljubnega upora komunističnemu terorju. Za vsiljevanjem odpuščanja tistim, ki zanj ne zaprosijo, nasprotno, ki se iz odpuščanja norčujejo, še premalo smo vas, samo utrjujemo njihovo sovraštvo. Za dramo slovenskega bratomornega genocida je namreč značilno, da žrtve že davno nič več ne sovražijo povzročiteljev zločina, čeprav ti še vedno sovražijo svoje žrtve. Tega prekletstva se ne da na silo rešiti, pa tudi z molkom in zaigrano pozabo preteklosti ne. Prav je, da smo vedno pripravljeni ponuditi roko sprave, a če nasprotnikovo roko na silo zgrabimo, nismo storili nič dobrega. Tudi evangelij nam ponuja trditev, da je Jezus odpuščal le tistim, ki so postali odpuščanja vredni. Posamezniku, ki je prispel na 4. stopnjo Kain-Abelove drame, je treba iskreno odpustiti, vendar pa zločin ostane zločin, genocid ostane genocid in nihče ga ne more izbrisati ne iz zgodovine in ne iz spomina. Tudi naš odnos do zločina ostane in mora ostati odločilno kritičen. Za zločinom se ne smemo nikoli sprijazniti, le tako lahko preprečimo, da se v bodočnosti ne bi ponovil. S tem pa smo že pri drugem pozivu, ki razkriva nekakšno utrujenost v zavedanju o izvirni patologiji slovenske države. Ta poziv se namreč glasi: pozabimo na preteklost, glejmo v prihodnost. Vendar kako naj gradimo prihodnost, če ne razumemo sedanjosti? Kako naj razumemo sedanjost, če mižimo pred preteklostjo? Kako naj vzgajamo mladega človeka, če ne vemo, kako danes doživlja svet? Kako naj razumemo njegovo današnje ravnanje, če ne poznamo njegovega otroštva in kaj vse je v otroštvu doživel? Kot je človek na nek način celota preteklosti, sedanjosti in odprtosti v prihodnost, tako je tudi družba celota preteklosti, sedanjosti in prihodnosti. Vse, kar je narod v preteklosti doživel, nosi v svojem spominu, svojih navadah in svojem načinu razmišljanja. Določen sloj politikov, politično nastavljenih direktorjev, sodnikov, učiteljev, kulturnikov in tako dalje še vedno namreč razmišlja v komunizmu uveljavljenih shemah. To je služenje režimu, ideološko uvrščanje v vladajoči razred, medsebojno ščitenje in zagotavljanje privilegijev, zatiranje drugorazrednih ter ohranjanje zavesti: mi, prvorazredni, smo oblast in z vami delamo, kar hočemo. In prav ta zavest, ta miselna šablona je omogočila v Sloveniji ohranitev že v prejšnjem režimu ugrabljene države. State capture, pravijo ekonomisti. V zahodnem svetu je udomačen pojem kroni kapitalizem. To je oblika kapitalizma, ki ne temelji na prostem trgu in vladavini prava, ampak na tesnih razmerjih med gospodarstvom in politiko. Vladajoči politiki podjetjem koruptivno pomagajo, na primer z zatiskanjem oči pred davčno utajo ali z dajanjem državnih garancij ter drugih državnih pomoči. A v Sloveniji gre za mnogo hujšo obliko. Gre za tako imenovani tovarišijski kapitalizem. Naj si sposodim besede ekonomista Bernarda Brščiča, ki takole pravi: v kroni kapitalizmu je Wall Street principal, politiki pa so agentje. V tovarišijskem kapitalizmu, ki izvira iz totalitarnega socializma, je obratno. Politika je principal, tovariši, podjetniki pa agentje. Tovarišijski kapitalizem v nasprotju s kroni kapitalizmom ni odklon tržnega gospodarstva,
ampak poslednja degeneracija totalitarnega socializma. Je rezultat spodletele tranzicije. V 25 letih nam ni uspelo izvesti prehoda v svobodno tržno gospodarstvo, ker to zahteva tudi svobodne medije, neodvisno pravosodje in vzpostavitev pravne države, pravi Brščič. In kako resno ugrabljeni smo, pove tudi izjava Šveda Torbjørna Mensona, ki je bil direktor družbe za upravljanje terjatev bank DUTB, lani pa po čudnem postopku nepričakovano razrešen. Takole je decembra lani rekel: v Sloveniji nažalost praksa, da se zoper ljudi vlagajo prijave za lažnimi očitki, ki jim mora slediti policija. Mediji se bodo tako osredotočili na lažne obtožbe, namesto na nadzor nad delovanjem DUTB. Policija se bo ukvarjala s temi obtožbami, namesto da bi poiskala dokaze zoper ljudi, ki so povzročili milijardne izgube v bančnem sistemu. Nekaterim ljudem ustreza, da je namesto tega zdaj fokus na tistih, ki so poskušali rešiti, kar se rešiti da, iz tega grozljivega preteklega ravnanja. In Menson dalje tudi pravi, da, citiram, gre v ozadju za politično agendo, ne nujno vladajoče stranke, pač pa ljudi, ki imajo vpliv na vlado in ščitijo svoje premoženje, pridobljeno za milijardnim oškodovanjem Slovencev prek bank v preteklih letih. Če bodo te interesne skupine pridobile nadzor, tako v nadzornih svetih državnih bank, ki trenutno sedijo na milijardah likvidnih sredstev za kredite, ki še vedno niso uporabljena, in nad upravami SDH in DUTB, ki sedi na lastniških deležih družb, namenjenih za prodajo ter na terjatvah za prodajo, potem bodo te interesne skupine lahko znova pridobile izjemna velika premoženja na račun slovenskih davkoplačevalcev. In ta Mensonova napoved iz lanske zime se danes očitno uresničuje. Ugrabljenost države pa se je najbolj drastično razgalila v odmevnih primerih pravosodja. Primera Patria ne moremo razumeti, če nimamo pred očmi učbenika kazenskega prava iz leta 1978, v katerem je profesor Ljubo Bovcon zapisal, da je kazensko pravo najprej sredstvo za obvarovanje obstoječe družbene ureditve in da je v tem smislu kazensko pravo sredstvo za zatiranje in za sistematičen boj proti določenemu delu prebivalstva. In oblast je očitno tudi danes prepričana, da lahko dela, kar hoče in da za zatiranje opozicije lahko zlorablja celo pravosodje. Tako je najprej državni svet Francu Kanglerju, nato pa državni zbor Janezu Janši mirno odvzel mandat, ki so jima ga zaupali volivci. Sedanji minister za pravosodje je napovedal, da če bo primer Bavčar zastaral, bodo letele sodniške glave. Dobro to poznate. Prav pa je, da se spomnite tudi tega, da ko pa se jim je razblinil neuspeli konstrukt Patrije in je sodstvo pohitelo za zastaranjem, da skrije svojo sramoto, pa ni bilo nobenih groženj, da bodo letele glave. Knjige bi lahko napisali o primerih, ki so res v sramoto slovenski pravni državi. Tu nekatere omenjamo le zato, da ponazorimo žalostno dejstvo ugrabljene države. In da tega ne moremo razumeti, če ne razumemo svoje komunistične preteklosti, vsemogočnosti partije in udbovskih metod dela. Pozabiti na preteklost bi pomenilo zamižati pred vzroki in tehnologijo sedanjega ravnanja tistih, ki se pojmujejo kot lastniki tako ugrabljene države. To bi tudi pomenilo mižati pred vzroki, zakaj Slovenija celo v primerjavi z drugimi nekdanjimi komunističnimi državami Evropske unije
vse bolj zaostaja v gospodarskem razvoju, konkurenčnosti, ekonomski svobodi, demokratizaciji in vzpostavljanju pravičnosti ter enakosti pred zakonom. Nič ni bolj nevarno kot utrujenost osveščenih razumnikov, ki v svoji nemoči aktivno sodelovati pri normalizaciji slovenske družbe resignirano zavzdihnejo, pustimo preteklost in vso njeno patologijo, čeprav je še v celoti prisotna. Albert Svetina pravi v svoji izpovedni knjigi Od osvobodilnega boja do banditizma, da, citiram, demokracija v Sloveniji ne bo, dokler bodo na oblasti ljudje, ki so izvajali partijsko linijo in postavljali partijske zakone ali pa so z njimi neposredno povezani. Kajti kdo je danes srečen v Sloveniji? Srečen je ta, ki je ubijal, srečen je ta, ki je goljufal, srečen je ta, ki je denunciral, srečen je ta, ki je na 100.000 ljudi, otrok in svojcev žrtev povojnih pobojev pripravil do tega, da danes ne smejo govoriti o partijskem terorju, ker bi bila njihova prihodnost spet negotova. Presrečen bi bil, če bo moje življenje in moja življenjska tragedija vplivala na javnost v Sloveniji, da bi začela drugače razmišljati o zgodovini komunizma na Slovenskem. Tako torej Svetina. Sedanjost in bodočnost Slovenije je še kako odvisna od nadaljevanja preteklosti in od našega razmišljanja o tej preteklosti. Sedaj, 25 let po slovenski osamosvojitvi in padcu komunizma, pa se zdi, da zavest o sprevrženosti družbe, o neuspeli tranziciji, o nadaljevanju stanja laži, kraje in oboja vse bolj bledi. Javlja se vse večja otopelost, brezbrižnost in vdaja v usodo. Cerkev, krščanstvo in vsi pokončni svobodomiselni ljudje so prvi poklicani, da ohranjajo resnico ter čut za sprevrženost. Da jih torej ta družbena patologija boli, da trpijo in da to vedno znova jasno in glasno povedo. Da opozarjajo na zločin, ki še vedno čaka, da ga nekdo prizna in se ga pokesa ter s tem odpre vrata odpuščanju in spravi. Da opozarjajo na vzroke, načine in posledice ugrabljene države, od ugrabljenih financ in sodstva do lastništva nad postavljanjem vodstvenih kadrov. Da svojo duhovno moč izkazujejo za nepopustljivo kritiko laži, kraje in oboja ter degradacije družine. Dokler in samo dokler bo narod premogel kritično maso razumnikov, ki bodo kljub temu, da niso pripuščeni k vzvodom oblasti, glasno vztrajali na 3000 let starih načelih skupnega življenja, kot so ne laži, ne kradi, ne ubijaj, pa tudi spoštuj očeta in mater, to je spoštuj inštitut družine, bodo judovsko-krščanski temelji, na katerih temelji Evropska unija, pa tudi Slovenija, še vedno živi. Če bomo utihnili in pozabili na to svojo preteklost, bodo utišani in pozabljeni tudi naši temelji. Postali bodo mrtva črka na papirju, ki lahko zgori že v majhnem revolucionarnem ognju kulturnega marksizma. Klasični marksizem se je namreč uspešno prelevil. Zatiranje zasebne lastnine je izgubilo svojo ostrino, stopnjuje pa se vsiljevanje moralno-kulturne anarhije, v kateri je vse dovoljeno. Takoj za kulturni marksizem značilno predvsem vse večje sovraštvo do krščanskega vrednostnega sistema in v zadnjem času vse agresivnejše izničevanje inštituta družine in naravnih zakonitosti spola. Kulturni marksizem je vse manj obseden s preprečevanjem zasebne lastnine in vse bolj z obvladovanjem javnega mnenja in vzgojo otrok. Tradicionalni Slovenec, ki je medijsko zasmehovan, politično izrinjen in družbeno degradiran, je še vedno na preizkušnji, da se utrujeno poslovi od svojih osamosvojitvenih sanj po svobodni in pravični družbi.
Je v nevarnosti, da se poraženost prijazni za neuspelo tranzicijo, ugrabljeno državo, kulturnim marksizmom in s svojo drugorazrednostjo. Pred osamosvojitvijo smo izkusili politični sistem, ki je bil postavljen na klasično-marksistične, nato pa na kulturno-marksistične temelje. Ne dovolimo, da se to ponovi. Ne na področju gospodarstva in financ, pa tudi ne na področju sodstva, šolstva in družine. Ne utrudimo se in vztrajajmo v svoji jasni in glasni kritičnosti, kot so vztrajali naši predniki, naši očetje in dedje, naše matere in babice. Hvala za pozornost.